Ja, zdaj pa. Desna gre, leva gre okoli, ta gre noter pa ven. Ja, tak. Ja, tako imamo nekako. Jo, pa ko, jaz bom to babo. Ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za tri. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebrska stvari, to ti posodi jajček ali pa. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in jačajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed. Jo, pa saj ne morem verjeti. Spet ni WC papirja. Kaj strašiš tu, Beno? Pripravljam se za službo. Danes je moj prvi dan na ministrstvu. In zdaj te jaz vprašam, kaj pa je to? Rezalnik za zelenjavo. To dajem zraven kot bonus k setu za emalk. Glih, kar sem si izrezal moj čisto novi štumf za službo. Kaj je mogoče moja noga podobna čebule? Ne vem, lih tak jokam, ko jo zavoham, Beno. Kaj se pa začne delovni dan na ministrstvu? Ob 8. Zakaj? Zato, ker je 15 do 5, narobe si se budilko nastavil. Nič narobe, točno sem si jo nastavil. Samo nočem že prvi dan zamuditi, veš? Daj, Žuža, prosim te, pomagaj mi okoli kravate. Kaj sem? Mucek, še zdaj ne morem verjeti, da bo začel delati na Ministrstvu za okolje in prostor. Bravo, svaka ti čast. Hvala lepa. Tak. Kako se imenuje ta oddelek, ki ga boš vodil? Lolek? Bolk, brez E. Boj proti lovskemu kriminalu. Dobro, no, pol pa bolek. Evo, Hvala. pa si, lahko greš, Lolek. Ja, 15 do 5 je. Ja, kaj si pa tako zgodaj vstal, pa idi, pa se še malo vleži. Ja, ziher, ja. Oblečeni naj grem v posteljo. Ja, ko pa pridete z Ivatom ob 2 zjutraj z gostilne, te pa to nič ne moti. Ja, samo da jaz danes začnem delati na ministrstvu. Ne moram že prvi dan priti, kot da bi me viper prežvečil. Beno, idi pa se še malo vleži, ker zdaj točno tako zgledaš. To bom dala. Ti pa, ko prideš iz službe, WC papir prinesi, okej? Ja, pa ne bom že prvi dan kradel v službi. Iz trgovine, knedel, no. Pa kdo dolgo papirja pri nas porabi? Kdo največ sračka v tem stanovanju? Čakaj. Kaj mogoče hočeš reči, da jaz? Pa saj nimam kaj srat. Jo, daj, nehaj, no. Pardon. Idi, prosim, pa poglej v hladilnik. Ko novi je. Če bi davala oglas, bi lahko napisala tako za avto. Še skoraj nič rablje. Vedno, eno in isto, pa daj nehaj že s tem. To bom dala, ti pa prosim, ne briši spet česa v moje revije. Dobro, no, prinesel bom tisti perdamani papir. Žuža. Kaj? Koliko slojnega smo pa, ne? Pa kaj je to zdaj važno? Kako je važno? Če enoslojni, pol hitreje gre, ne? Če pa ali troslojni, pol pa mora malo bolj dolgo trajati. Nimam pojma, Beno. Zdaj, če bi se malo skoncentrirala,
Pa bi vsak vzel samo en listič, za to akcijo pa porabiš 6 komadov, moraš malo več, da je ziher. In v eni roli je 200 lističev. In zdaj, če vsak gre enkrat na dan na ta veliko, dobro, ti imaš še one male še vmes, ti je to ena rola zadosti za 200, kako se da to zračuna? Če delim je manj, če množim je več. Kaj ti jaz vem. Arabci imajo to dobro zrihtano. Oni z vodo poplaknejo, pa je fertik. Nobenih stroškov. Jaz sem medena. Če hočeš, bom tvoja medena sladka lisička. Zaupaj mi svoje želje in izpolnila ti bom vse eno za drugo. Pokliči me in na srečo. Ja, ziher. Tebe bom prvo z nove službe poklical mala. Jezus, Beno, zbudi se, Beno. Ja, tu sem, jaz sem, gospod minister, tu sem, oddelek Bolek. Beno, zbudi se, 15 do 9 je, no. Joj, Žuža! Pa kaj si hecna malo? Kaj? Kaj me te nisi zbudila? Si bil buden, ob 4 si bil buden. Joj, pa tak ali tak nisem nič spal. Ja, kaj sem ti jaz kriva, nisi spal, pa bi šel, pa bi kaj delal. Lahko bi šel v gost, mogoče bi kakega divjega lovca vlovil. Ne je bilo to dobro, že prvi dan, šef akcije Lolek. Bolk! Bolk! Dobro, no, pol pa Bolek, vseeno. Prišel bi na ministerstvo, pa bi ministru na preprogo vrgel onega divjega lovca, pa bi mu rekel, dober dan, moje ime je Sagadin, Beno Sagadin, na uslugo vaše veličanstvo. Joj, Žuža, no, prosim te, nehaj že enkrat. Kako si to dobro zmislila? Kako bi mi lahko prosim malo kravate pomagala? Daj sem. Saj bi lahko vedela, da bom zaspal. Ej, Beno, sedeš se v temi na kavč, si prižgeš erotiš program, pa se pa čudiš, da zaspiš? Joj, saj si vedela, da moram biti ob 8 v službi. Pa kaj sem jaz tvoja tajnica, da moram na vse misliti? Tajnica, joj. Kaj je s tajnico? Ja, ob 8 bi me morala čakati pred pisarno, da mi preda ključe. Joj. Ti imaš že tajnico. Ja, pa ne moja tajnica, ministrova tajnica. Jaz svoje še nimam, si jo bom sam zbral. A ja, to bomo pa še videli. Zadnja, ki si jo zbral, mi ni bila niti malo všeč. Joj, baba. Čakaj, Beno, malo preveč si naložil. Daj to sem, pa daj to sem, pa ne rabiš tega, kaj res? Pridi sem. Mucek, v redu si, super si, paše ti kravata, šibaj, fajn se mej, dobro pravi, adijo. Dobra, pusti zdaj to. Ajde. Grem. Adijo. Pa na WC papir ne pozabi. Kišljanju. Silvika. Sonja, pa posnem to. Nemam oprane zobe, tudi ti smrdoš. Silvika. Sonja, Nem ljubčkolo te. kaj? Nem ljubčkolo te. Ti imaš erotikuš Sonje. Kdo kotika je? Tika. Kotika, ja? Ti kričalo. Kotika, ne, prosim, ne. Je kričal sem zato, ker sem bežal. Vidiš, še v sanjah sem ti zvest. Ja, sigurno. Kdo ta kotika je, te vprašam? Poslušaj, si ti prepričana, da sem kričal kotika? Kaj? Nisem gluha.
Silvika, bi lahko bila to tudi matematika, saj veš, da imam travmo zaradi nje. Ne, matematika, bilo je kotiko. Ja, daj, no, ja. Kdo je? Kdo le? Ti mi povej. Silvika, jaz ne vem. Daj, prosim te, jaz se ne bom prepiral na vse zgodaj zjutraj. No, daj, no, jaz bi raj malo, kmeš. No. Jutro je, Jutro, daj, Silvika, no bom kmalu dočakal Abrahama. Se bo treba počasi navaditi na jutranje ure. Oj, kakšna neumnost, govori. Silvik, Bi si ne vleči srojca za spanje, gor. Puščaš mroz notra. si pa romantična. Kam gre? Kamle? Spat nazaj. Mogoče bom sanjal isto. 9 je ura. Delo čaka. Ja, majster delo očaka. Silvika. Nimam nič danes. Kako nimaš nič? So težki časi, zelo. Tajkuni, recesija. Ja, tudi moja denarnica je recesija. Dobro. Boš pa ti šla na delo, pa bom jaz doma skrbel za gospodinstvo. Če ti skrbelo za gospodinstvo. Mi v en teden imeli odpadke za vrat. Do vrat. Ne važno, kaj hočeš? Da grem kupat anale. Kanale. Jaz ti lahko priskrbim delovno mesto. Ja, mi pomrli od lakote, preden ti to naredilo. Kaj bomo pomrli? Tudi jaz imam poznanstvo. Beno je dobil novo službo na Ministrstvu za okolje in prostor. Kaj? Nekaj. Izkoča direkt na minister. Se tudi meni zdi malo čudežno. Ja. Igen. Ja, malo neko protekcijo pa nisem spraševal. Ja. Tam še lahko dobiš kakšno službo. Kaj je delala na minister? Arhitektka. Ja, kakšna arhitektka? Arhitektka. Njegova tajnica. Tajnica na minister. Igen. Kaj bo zdaj rekla, da ti to ni všeč? Ja, tipko tezno. Daj, no, Silvika, kaj, samo najpomembnejša stvar, ki jo tajnica zna, je kaj? Kaj? Je kaj? Kaj? Masaž na minister. Silvika, kakšna masaža, Kava. Kava na minister. Igen. Ja, to meni všeč. Tajnica na minister. Ja, okay. Kaj misliš, da Beno vzelo me? Beno? Je moj prijatelj. Ne more zavrniti. Beno, 10 je ura, kaj so te nagnali? Prvi dan? No. Ja, kaj pa pol delaš doma? Zmotil sem se v datumi. Začnem šele jutri. Kako si ti smoten, pa to ni res. Ti imaš WC papir. Ja, grih na to bi še mislil. Vzemi si kakšne cajtnge, če te tišči. Jo, kako si prijazen z mano. Imaš še kaj lepega za povedati? A ja, točno. Dobil sem GMS sporočilo. SMS se reče. Ja, to, no.
A veš, kdo mi je pisal? Ne vem, Beno, pojma nimam. Ob 4 zjutraj sem stala, ne muči me. Lidija. Kera Lidija? Ja, Lidija. Lidija? Ja, najna Lidija. Ja se vem, no, da je najna. Ja, pride domov. Kaj? Ja, zgubila je delo v Parize. Ali, kako bi rekel moj dober prijatelj Rok Vilčnek, zgubila je job. Zdaj pa moram nazaj. Zakaj si pa ti tak navdušen nad tem? Ja, saj tvoja vredičina hčerka pride domov, ne? Kje bo pa živela? Najbrž za začetek tu, pri nama. Za začetek? To pomeni za stalno, ne? Naša draga Lidija je podedovala vse tvoje dobre gene. Ko enkrat tu parkira svojo leno ritje, ne bova več spravila ven. Na koncu bo zgnila v tem stanovanju kot 40-letna devica. Ja, Dojnuka, ti nisi vesela. Saj je to tudi tvoja hčerka. Ej, Beno, to je predvsem tvoja razvajenka. Ko v vati si jo držal, zdaj pa ne zna poskrbeti sama za sebe. Kako dolgo je zdržala v Parizu? No, kdaj je šla? Ja, pol leta nazaj. Ja, točno. Tik prej smo začeli snemati prvo sezono. Daj, Žuža, no, morava ji pomagati. Družina smo. Spet bom šlepala še enkrat več piva v stanovanje. Saj ne spije toliko. Kaj ne spije? Spije več kot ti. Še preden zakinkaš večer pred televizijo, ti že jemlje pivo z rok, da bi videla, če je še kaj ostalo. Žuža, ne delaj panike. Dobro, no. Nekaj drugega ti moram povedati. Beno. Ne, čakaj. Zajtrk ti bom najprej pripravila. Ti? Ko ideja? Tako. Gospod minister, izvolite, prosim. Sejna soba čaka. Vam smem to dol dati, gospod minister? Ja, ja. Izvolite, sedite, jejte. Imam idejo za vašo tajnico. Ja? Mlada, spretna, odločna in komunikativna. Jo, Žuža, prosim te, pomiri se. Ne morem zaposliti 4 tajnic. Ne, jaz govorim o eni, ki ima vse te lastnosti, plus še eno zelo pomembno. No, ta ima zdaj že toliko pozitivnih lastnosti, da je to lahko samo moški, ki so mu zrasli joški. Odkar delam na ministrstvu, sem pravi pesnik. Skoraj tako vidi resnik. Veste, kera lastnost je to, gospod minister? Lahko z njo delate, kar hočete in jaz ne bom niti malo ljubosumna. A? Veste, koga mislim? Daj, no, Žuža, ne muči me, ob 4 sem vstal. Dobro, vam bom pomagala, gospod minister. Skrbi za vas že nekaj let, še nikoli vas ni pustila na cedilu in tudi kadar se spričkata, se na koncu vedno pobotata. A veš, da to ni slaba ideja? Saj, dober tek, gospod minister. Točno! To bo super! Za tajnico bom vzel svojo mamo! Beno, pa kaj ti misliš, da bi jaz tebi tvojo mamo za tajnico ponujala? Ja, koga si pa ti misliš? Ja, mene, ti brezčutni egoist! Egonist? Ko to je dobro ali slabo? Imamo še kaj kečapa? Mamo, gospod minister. Žuža! Zakaj zdaj to ni mogoče? Ti bi bila tajnica, jaz pa gospodinja. Ja, poglej. Jaz tajnica, ja, to dobro je, ja. Ampak ti, gospodinja, ne moram misliti. A res? Zakaj ne? Zakaj? Jaz ti pokažem. Jaz ti bom, ti boš jaz. Dobro? Ni problema. Ja. V kuhinjo. Igen.
Ne morem biti gospodin. No, videli, kdo ne more biti gospodin. Si že? Igan! Kaj to delaš? Kaj? A to ti vedno tako napraviš. Jaz pa to ne delam. Ne, kdo pa? Beno. Beno, ja. Še enkrat, ti motiš me. Kaj za zajtrk bo? Ja, gospa, bi si pa želeli kaj? Kaviar z losos. Gospa izmišljuje. Kdaj pa sem še jaz imel takšen zajtrk? Tu imaš korenje. Korenje. Je narezano lepo, zelo. Jaz kupila od Žuža dekorativni rezkalnik. Kaj, Silvika? Ni fer, veš, da si takole zmišljuješ takšne jedi samo zato, da bi dokazala, kako sem nesposoben. Gre obleč. Zvoni. Ja, kar naprej. Dobar dan. Ja, kaj je? Kaj niste še videli moškega s predpasnikom? Videl. V filmu pa zapusta. Ja. Sva z ženo malo zamenjala vlogi. To je pa lepo. Zanimivo. Tudi mi z mojo bivšo smo to sprobala. Ja, pa je pomagalo? Njeja je odkrila, da je lezbika. Ja. Vi pa Kaj mi? ste ugotovili, da ste seksualno moške. To sem že zdavno odkril. Ja, da ste. Da nisem. Ja, potem ste že probali. Nisem. Kako pa potem veste, da niste? Nikoli nisem sanjal njega. Ja. Vi ste? Kaj? Mislim, homoseksualec. Ja, kaj jaz vem. Mogoče sem, pa nisem. Še nisem probal. Ja. Kaj pa imate danes za nas? Čestitko za rojsten dan iz Nakaniže od vaše tašče. Ja, sej ga še nimam. Ja, to je že druga čestitka letos. Je sklerotična zelo. Mi vsak mesec piše. Ja, kam greš? Dobar dan. Dober dan. Ja, sej. Delot. Ja, kam le? Kam? V kletko žarnica nem delo. Jo. Pink. Grem popravit. Za začetek bo dovolj, ja? Do svidanja. Ja. Ti nem povedal, kdo Katka je? Ja, bom popoldne šel do Benota. Ja, adijo. Ni treba je lahko iti že zdaj. Ja, je pa na ministrstvu. Mislim, da ne. Ravno kar sem prišel k vam je gospa Segedin zapila. Ti preščustveni egoist! Ja, a potem bo pa doma. Ja. Samo vprašanje, kdo je Katika? Ja, no, Katika, ja, me ni ujela, ja. Ja. Katika. Lepo je biti zase. Daj no, Žuža. Daj mi mir. Prosim te, probaj me razumeti, no. Razumem jaz tebe, brez skrbi, dobro te razumem. Poglej,
Pa ne moreš biti moja tajnica. To je zdaj novi urad na ministrstvu. Ta urad bo zdaj pod dobrogledom medijev. Ne? Poglej, kako bi bilo, če bi šef urada za boj proti lovskemu kriminalu zaposlil svojo tajnico za ženo. Oprosti, jaz v tem ne vidim nič slabega. Glej, Žuža, ti lepo prodajajo te svoje kremice, pa obliže za hušenje, pa rezalnike pa bo vredi, dobro? Mucek, pa ti veš, koliko novih strank bi jaz dobila na ministrstvu? To je tisto. Žuža, jaz te zelo dobro poznam. Jaz vem, ti bi podkupila vse uradnike javne uprave, da bi vsi policisti mogli s temi tvojimi šeflami, no mislim, zajemalkami urejati promet. Vidiš, ravno zato bi me moral zaposliti. No dobro. Čakaj, zdaj pa zares. Poglej. Partnerski zvezi koristi, če sta partnerja še v službi skupaj. Kaj bi rad s tem povedal? Kaj bi rad s tem povedal? Kaj tebi olajšanje, mogoče, ko greš skozi ta vrata? Joj, pa ne lovi me zdaj na besede, no. Kaj ti grem jaz mogoče na živce? Ne, samo to hočem povedati, da partnerja morata imeti tudi kak moment, ko nista skupaj, ne? Ko imata kontakte z drugimi ljudmi, pa to saj veš, kaj mislim, ne? Ja, še posebej z določeno vrsto drugih ljudi, ne? Ja, dobro vem, kaj misliš. S tisto vrsto s kratkimi kiklicami, pa štrlečimi joškicami, ne? Saj, Žuža, no, prosim te, zdaj me pa žališ. Pa Dej, daj, jaz Bela. nikoli. Ne, ti nikoli. Daj meni, da mi ne boš rekel, da ko imaš zraven sebe seksi, mlado tajnico, tebi na misel ne pride, da bi bilo fajn jo imeti v postli. Daj. No ja, včasih že. Evo. Ne, čisto Vedla, ne. Pa ne pride v poštev, razumeš, ne boš imel nobene druge preko mene mrtve. Ja, pa čakaj, Žuža, no, človek na marsikaj pomisli, ne? A ja? Kaj mogoče kdaj pomisliš, da bi seksal recimo z, ne vem... Ja, dobro, Ivo, no, boš to pol zalepil. No. Bi seksal z njim? Z njim? Ne, daj no, veš da ne. Brez skrbi, dobro, jaz vem, kaj bi tebi pasalo. Žuža, Poglej, prosim te, Žuža, daj mi malo svobode, no. Pa saj bom zbral tako tajnico, da bo tudi tebi všeč. Zberi mene, jaz bom sebi najbolj všeč. Oj. a lahko že jaz nekaj povem? Ja pa govori, kaj se na njega oziraš. Daj, Ivo, kaj boš zdaj govoril? Tu se levo dol sedi, pa povej, kaj te muči. No, ti imaš to novo funkcijo, ne? Kolk. In Boj proti lovskemu kriminalu. Ja. No, pa se spraševal, če že mogoče imaš ti tam to kakšno Ja? Tajnico. A ja, ne, zaenkrat še ne. a ne? Zaenkrat se pa to hitro lahko spremeni. Zaenkrat še nimam, no, zakaj te to zanima? Ja, me zanima zelo, ker ne pa sem se samo spraševal, če bi to lahko ne mogla bi slučajno biti Kdo? Silvika. Ja. Kurz, Schluss. Elektrike je zmanjkalo. Kaj si ti plačal račune? Ja, seveda sem. Ja, Silvika! Adio. Kaj bo zdaj ta celi blok brez elektrike? Sonja. Pa kako nisi gledala, kot hodiš? Gledalo sem, ampak nisem videlo. In kaj te boli? Jojken. Joj. Buška je velika zelo. Žariku prosico. Kaj piham? Igen. Smerdoš, spet jedlo čebulo. Ja, kaj? Sama si pihaj. Silvika, jaz ne vem, če je bilo dobro, da sva šla zamenjati vloge. Nem zamenjala uloge, zamenjala žarnico. Zdaj sveti. Ja.
tudi ti svetiš. Te močno streslo. Igen, már se az nagy trese. O, Zonja, to, pomiri se. Ti kaj uredilo si? Ja, sem bil pri Benotu. Igen? Jaz tajnica. On bi te imel rad zelo. Ja, samo je problem v tem, ker hoče biti tudi Žuža, njegova tajnica. Žižo! Tajnica na ministerov prostor. Ne, jaz Žuža zelo rada, ampak ona neorganizirana. Igen, Ja. to si ti boljše zorganizirana. Aha. Nem znam skuhati kavo, da 3 kilo sladkorja notri. Nem zna tipkati. Ja, ti pa znaš. Zelo. Na mađarsko tipkovnico, ja. Brez oči. Tipko je. Kaj? Poslušaj, treba je Benotu predstaviti vse tvoje pozitivne lastnosti in vse minuse od Žuže. Treba mu je odpreti oči, a ne? Ja. Daj, pojdi in se napravi. Hočeš biti tajnica ali ne? Igen, no, se treba, Igen, hočeš biti, moraš biti odločna, Igen. Igen. Pojdi, da se napravi, bom jaz ta čas premislil taktiko in greva do njega. Ne, bože, videl. Jo. Ti nem povedala, kdo Katika je. Ne vem, kaj sploh vidiš na tej čudoviti Silviki. Niti slovensko ne zna dobro. Na vsakem dokumentu ti bo pisalo Igen. Dobro, no, zna kuhati dobro kavo pa čaj z rumom. Ne pozabi na paprikaš, Beno. Že vidim naslove v časopisu. Ministra že 2 dni ni iz stranišča. Oj, Žuža, pa ne dvigaj mi pritiska, no. Če bi te zdaj Silvika čula. Silvika, no štop ta Silvika, pa na čigavi strani si ti pravzaprav. Glej, jaz si nimam srca razlagati, zakaj je ne bom vzel. Če ji boš ti razložila, prosim, izvoli. Meni to ni niti najmanjši problem. Zvoni. Ja, sva prišla. No. Prišla sta kot naročena. Ja, sej, Beno, Žuža. Ja. No, jaz sem razmišljal s Silviko. Mi dva bi rada, da se naši dobri sosedski odnosi nikakor ne bi poslabšali. Umikata kandidaturo. Ne, sva še zelo za to. Pa bi bilo dobro, če bi nekako naredili nek konsensualni dogovor in se odločili, katera bo tajnica. Kaj, naj se zdaj jaz odločim to? Mislim, zdaj. Takoj. Naredimo audicijo. Ja. Čakajte malo, kako edicijo, če jo pa jaz poznam, No, No, skratka, jaz jo obe poznam. Ja. ja. Tako kot sva se zmenila, Silvika. Jaz mislim, jaz in Žuža, obe imamo dobre strani in slabe strani. Ne? No, moja slaba stran je, jaz ne znam dobro slovenski. Silvika, ti odlično govoriš slovensko, včasih boljše kot Ivo. Ja. Ja, ampak še vedno nem popolno, ne? Noben ni popoln, ljubica. Jaz, na primer, ne znam skuhati kave. Ti, Žužo, Ja. ti narediš najboljši kafe v hišo. Taki, sladki. Ti pa tako lepo ga znaš govoriti po telefonu, imaš tak prijeten glas, tak melodičen. Ja, ampak tu še vedno
Ne, dovolj za tajnico, ne? Silvika! Za telefon. Ja, bo dovolj, dovolj. Ja, si ravno Jaz- kar odžagala vejo na drevesu. Bova kar šla. Adijo, adijo. Čakajte. Jaz bi rad vedel, kje nam bo prišla jutri meni za tajnico v pisarno. Vse je v redu. Jaz bom še naprej prodajala moje visoko kvalitetne izdelke, Silvika pa je lahko tvoja tajnica. Me prav zanima, kako dolgo bo to zdržalo. No, fajn. Pol smo pa zmenjeni. Silvika, jutri me čakaj pred mojim avtom ob 7:30. Točno. Pa jo boš ti vozil? Ja, seveda. Samo pod enim pogojem. Ko me kličeš šefe. Jo, šefe. Zvoni. Kdo bi ti zdaj to lahko bil? Samo le povejte mi, da je Miss Slovenije pred vrati. Nimaš ti te sreče, Beno? Čuv sem te, Žuža. Pojdiva, Silvika. O, Zdravljeni. dober dan, gospodična Katika. Ja, Tiho, prinesla sem ključe ja. za pisarno, ne? A, Pa seveda. tole gradivo. Strogo zaupno. Oj, absolutno, ja. V redu. Ja. Ja, jutri pridem šele popoldan. Seveda, hvala lepa, hvala lepa. Pa ne bi vam bilo treba tako daleč zaradi tega sem iti. Ja. V sosednjem bloku doma. Res, tako blize. Te pa stopite malo naprej, ne? Joj, ne, hvala. Res se mi mudi, grem na zabavo naprej. Ja, ja, ja. Skratka, na svidenje pa se vidimo jutri ob 8, ne Ob pozabite. 8, seveda, ja. Svidenje. Ja, Na svidenje. Svidenje. Na svidenje. Ja, kaj je? Kaj ti imaš z njo? Ja, kaj le se pa... Ja, to je Saj ja, še- ministerska tajnica od gospoda ministra. Igan se je prvič videl. A ja, kako potem ti Sonjo imaš od nje? Ja, kaj bo Ti sad? tudi sanjaš Katiko. Ja, zelo. Pa, Silvika, pa ne, poslušaj. Ja, hvala, Beno. No pa, kaj je, no pa... Mi jo je Beno včeraj tako močno opisal, da se mi je nekako zasidrala v glavi. Pa kaj je v tem groznega? Kaj groznega? Ti sanjaš tisto, kar hočeš imeti. Kaj hočem? Sem že tako imel grozne sanje. Sem sanjal veliki, ogromne prsi. Ja, so me hotele zadušiti in to je samo zato, ker sem še kot otrok zavračal materino mleko. Tudi zaradi tega imam travme. Ja, tebe se to ti zdaj omenjam. Prvič in zadnjič. Ja, Silvika, ja, čestitam za tajnico. Poslušaj, ti naredim večerjo in proslaviva. No. Ma prosim, gospodinku. No, ide za moja tajnica. Žužika, kaj se ti seksa z uslužbencem ministerstva? Ne, hvala, ziher te bom morala šefe klicati, ne? Ja, kaj tečeš? Idi ležat, Beno. Res? Super, spet bom spodaj. Spat, pojdi k Nedl. Ja, pa šele 9:30 je. Ja, in jutri boš spet o 3:30 po konci, da ne bi slučajno zamudil. Kam ti zdaj greš? Moram na WC. Juj, čakaj malo. Žuža, kje pa imam tiste strogo zaupne dokumente? No, ko si jih ti kam dala? Žuža! Žuža, juj, ni... Žuža, kam imaš ti to strogo zaupno mapo? Ja, šefe. Ne, Žuža, joj, prosim te, to je državna skrivnost. Žuža, ne zasedi mi vsega, prosim te. Joj, Žuža. Joj, patriot reši me. Lepo je biti